Pozdravljeni še enkrat, pa si oglejmo še spletno upravljanje ABUS Sequest alarmnega sistema. Pa bomo šli v uporabniški račun. Ta uporabniški račun ima administratorske pravice in takoj, ko pridemo, vidimo status alarmnega sistema. Vidimo za vsako particijo, se pravi ABUS Sequest nudi 4 particije. Recimo v primeru tukaj ene hiše, kjer imamo vhod, je svoja particija, stanovanjski del ima svojo particijo, garaža je svoja particija in delavnica je svoja particija. Vsako particijo se da aktivirati posamezno ali skupno ali karkoli. Zdaj, če bi bilo karkoli kaj narobe, bi takoj videli tukaj vhod status, bi videli napake ali če so neke odprte cone, recimo pri detektorjih odpiranja. Zdaj, če pogledamo še tukaj, gremo hitro pod About, imamo dejansko pod panel, vidimo dejansko, katero softversko verzijo uporabljamo, vidimo ime samega alarmnega sistema, Sequest, model je FUAA 510 in imamo jezik je angleški jezik. Status smo si že ogledali, zdaj gremo na System Config. Po System Config so možne nastavitve urnika, to je predvsem pri upoštev za pisarne, ki lahko za celoten teden lahko naštimamo, bomo rekli, tudi dejansko urnik. In tukaj je v bistvu ta urnik, scheduler po posameznih dnevih, prazniki in tako dalje. Tu je, bom rekel, zelo zaželjeno za kako pisarno, kjer dejansko se ob 7:30 pisarna odpre in ob 16. uri se zapre. Tukaj imamo nastavitve glasnosti, samega alarmnega panela in priključnih elementov, in kot so sirene, notranje sirene, zunanje sirene. Tukaj imamo kombinacijo z potisno pošto oziroma s push notification na bomo rekli, na aplikaciji za Android ali za iOS od Apple. Kompletno to, kar vidimo, lahko uporabljamo tudi preko app aplikacije. In tukaj so določene še vse varnostne nastavitve. Se pravi, da je možnost, da bomo rekel, da se izdaljave dejansko se lahko updati samodejno naložijo. Na to administrator ima pravice kreiranja uporabnikov in tukaj imamo zdaj recimo 6 uporabnikov, možno je kreirati do 50 uporabnikov, lahko kreiramo glede, bomo rekli, uporabnike glede na osebo, lahko jo kreiramo glede na particijo, ki jo aktivira, pač možnosti so povsem odprte in administrator lahko, bom rekel, doda katerega koli uporabnika, recimo, kjer mu doda, mu napiše ime, mu doda access kodo, kar je. V osnovi po defaultu so kode 4 mestne, je pa možno ob inštalaciji, če rabimo večjo varnost za neke pisarne, kakor določa 6-mestno PIN kodo. Na to imamo še view log, kjer vidimo te zadeve, dejansko, kjer lahko vidimo, da je recimo da je danes 10:01, dejansko, kdo se je preklopil v sistem, kdo je šel v sistem in tako pač naprej vidimo, to je unset, set in tako naprej. No, potem imamo še virtualno tipkovnico same alarmne plošče, kjer lahko tudi, bom rekel, nek alarm aktiviramo. Je pa možno aktivirati alarm takoj, ko smo v statusu, lahko recimo za posamezno, bom rekel, recimo, da bi hteli delavnico aktivirati, je povsem preprosto, smo jo aktivirali, ozadje se šel bip bip in delavnica je aktivirana in prav tako je lahko deaktiviramo alarmni sistem. Vse to je možno, bom rekel, potem tudi videti v view logu, ker vidimo, da je uporabnik 1, 2, 3, 4, to smo mi, dejansko je vzpostavil za cono 4, je vzpostavil alarmni sistem in unset. To je, kar se tiče tega. Če kliknemo tukaj, se nam odpre uporabniški vodič, kjer vidimo dejansko lahko vse te, bom rekel, user manual lahko vidimo. Zdaj, če gremo zdaj recimo izven sistema, obstaja še en način, poleg uporabnika, ki ima administratorske pravice ali samo uporabniške, je pa inštalaterski način.
za nas inštalaterje, za ABOS strokovnjake, kjer pa lahko praktično vse pokonfiguriram in mogoče pogledamo naprave, kar je najbolj pomembno. Pod IP cone spada priklop do 6 IP kamer, ABOS-ovih kamer, ki imajo lokalni spomin na sami kameri, spravi imajo microSD režo, možno dodati še dodaten NVR snemalnik, tako lahko zadevo res naredimo zelo varno. In tudi, če vam ukradejo kamero, se lahko, bom rekel, posnetki iz kamere snemajo na nek NVR snemalnik ali pa celo v neko storitev v oblaku, v omrežju. Se pravi, to je to. Potem smo tukaj, imamo pa brezžične cone. Brezžične cone tukaj imamo primer, recimo priklop 6 detektorjev. Vidimo, da prvih 5 detektorjev je motion detektorjev. Tukaj vidimo tudi moč signala, se pravi oddajnega pa sprejemnega. Recimo 9.9 je najvišja moč oddajna sprejemna, 7.4, če detektor malo dal od alarmne centrale, je že drugače pa tisto nivo, ki ne bi smel biti nižji, je 3.3. Ja? Možno je dodati do 48 brezžičnih con. Prav tako je možno dodati wired cone, vidimo, imamo do 4 cone, za vžičanje detektorje. Imamo možnost dodati kontrolne naprav do 8 tipkovnic, primer tipkovnice, kjer lahko točno določamo, kaj proži, kaj ne proži. To so tipkovnice na vhodu, izhodu. Potem zunanje sirene, infomoduli, dodatni moduli in tudi recimo ABOS ima mehatroniko in imamo lahko, bomo rekli, določene ključavnice, ki obenem, ko zaklenete hišo, se obenem tudi alarm aktivira ali deaktivira. Imamo ravno tako opcijo social care, če imate neko, bom rekel, bolano osebo, nekega člana družine, ga lahko ta alarmni sistem nadzira. No, toliko o res sodobnem Sequest Wireless alarmnem sistemu, ki je trenutno na trgu med najsodobnejšimi. Je pa tudi cenovni rang, bomo rekli, med najvišjimi, vendar splača se investirati v Sequest Wireless alarmni sistem nemškega proizvajalca ABOS. Hvala za vaš ogled videa in za več informacij nas pokličite in vam bomo razložili še več informacij.